lepo pozdravljeni tukaj v Parku vojaške zgodovine na novinarski konferenci, ki jo pripravljamo v okviru projekta Walk of Peace, trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom, ki ga peljemo, v katerem Park vojaške zgodovine sodeluje pod vodstvom vodilnega partnerja Posoškega razvojnega centra, in pa Park se je pridružil temu projektu na povabilo Fundacije Poti miru, s katerimi že leta sodelujemo, tako da se obema institucijama zahvaljujem in tudi toplo pozdravljam tako Mašo Klavora, direktorico Fundacije Poti miru in pa gospo Vesno Kozar iz Posoškega razvojnega centra. Mogoče bi kar najprej dal njima besedo, gospe Vesni, da bi predstavila sam projekt, potem pa Maši, da bi predstavljal vsebino tega projekta, potem bi se pa šli konkretno na naš del, torej na vlogo Parka vojaške zgodovine v tem projektu. Gospa Vesna, prosim. Hvala za besedo. En lep pozdrav vsem v imenu Posoškega razvojnega centra, torej vodilnega partnerja projekta Walk of Peace. Lih na kratko, torej mi smo regijska razvojna agencija za Goriško razvojno regijo, 24 zaposlenih, sedež v Tolminu in nekako ukvarjamo se z razvojem celotnega območja, seveda bolj specifično za občine Bovec, Tolmin in Kobarid, ki so tudi naše ustanoviteljice. Delamo na področju človeških virov, imamo oddelek Ljudske univerze iz Nove Gorice, potem ukvarjamo se z podjetništvom seveda in regionalnim razvojem, z razvojem podeželja, imamo tudi svoj las, ki se imenuje Las doline Soče in ukvarjamo se tudi z tako pomembno tematiko, s katero se zdaj ukvarja seveda cela Evropa, torej za ohranjanjem okolja in tudi prostorskega planiranja. V projektu Walk of Peace, kot smo rekli, smo vodilni partner, to je strateški projekt, ki je bil prijavljen na čezmejni program Interreg Slovenija-Italija v prejšnjem programskem obdobju, torej 2014-2020. In tukaj je spet eno zgledno sodelovanje med različnimi inštitucijami, posebej že z inštitucijo, ustanovo Fundacijo Poti miru, ki je nekako naš vsebinski vodja, bom rekla, skozi ves ta projekt. Z njo smo pa tudi že sodelovali na mednarodnem, torej transnacionalnem projektu na območju Podonavja, ki se je imenoval Network, in ko smo nekako prvič to blagovno znamko Pot miru poskušali razpršiti tudi izven območja Slovenije, Italije. No, sam projekt seveda je namenjen ohranjanju kulturne dediščine prve svetovne vojne, ki je na območju, ki ga ta program zajema, izjemna. Poleg tega pa želimo to dediščino čim bolj kvalitetno vklopiti v trajnostni kulturni turizem z izobraževanjem vodnikov, z pač posebnimi programi, ki jih bo potem Maša predstavila. Sam projekt ima 10 partnerjev, 5 iz slovenske strani, 5 iz italijanske, torej poleg Posoškega razvojnega centra, ki je vodilni partner, je naslednji partner ustanova Fundacija Poti miru, pod znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, mestna občina Nova Gorica in današnji gostitelj Park vojaške zgodovine tukaj v Pivki. S strani italijanskih partnerjev pa imamo agencijo Promoturizmo, ki zajema celotno območje Furlanije, Julijske krajine. Prav tako imamo regijsko agencijo za ohranjanje kulturne dediščine iz Gorice, ki ima sedež v Gorici, ampak ravno tako skrbi za celotno Furlanijo, Julijsko krajino. Potem imamo regijo Veneto, njihov las, tako imenovan Vegal, torej las za območje Veneta, in pa občino Ragonja. To so partnerji, ki že skupaj sodelujejo od oktobra 2018 in zdaj smo pač uspeli, da smo projekt podaljšali še za 2 meseca, torej 30. 6. 2019.
2022, torej konc junija z projektnimi aktivnostmi zaključimo. Sam projekt je vreden dobrih 2 milijona 800 tisoč evrov. Od tega je približno polovico namenjena za investicije, ostalo pa za mehki del. No, jaz vam bom zdaj predstavila investicijski del, torej te programi Interreg, ki so čezmejni programi, so predvsem z vidika tudi samih občin, torej lokalnih skupnosti, zelo pomembni, zato ker je tudi tukaj možno izvajati večje investicije, torej so sofinancirane, kar v ostalih transnacionalnih programih tega ni. Tako da, zdaj, če govorim mi smo pač kot Posoški razvojni center, smo poskrbeli za obnovo investicij oziroma ohranjanje kulturne dediščine na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Na območju Bovca še poteka investicija, in sicer smo proti Trdnjavo-Kluže naredili nov del poti miru z dodatno brvjo čez reko Koritnico. Pravkar, oziroma zdaj v naslednjem tednu bomo pa še objavili javno naročilo, tam je tudi še en podzemni hodnik, ki je dolg skoraj 400 metrov, in bomo tudi ta podzemni hodnik uredili za obiskovalce in naredili še en razgledni plato na koncu tega hodnika, tako da bodo lahko uživali ob Koritnici tudi na taki točki, ki drugače ni vidna, ne bom rekla. Potem smo obnovili celotno vojaško kapelo na Planici pod Krnom, italijansko vojaško kapelo, in v Kobaridu pač gasilsko društvo je upravljavec oziroma skrbi za tako imenovano staro vojaško vozilo, imenovano Cadorna, sicer drugače je pravo ime je Fiat 15R, ki je bilo originalno narejeno v Torinu. In ta starodobnik smo popolnoma prenovili po res vzorcu takmu, ko je bil. Naši gasilci so šli v Torino in dobili prvotne skice. In ta avto smo obnovili in je pred gasilskim domom v Kobaridu razstavljen v premičnem razstavnem paviljonu, no in tudi ta premični razstavni paviljon je bil del te investicije. Naslednja stvar, ki smo jo naredili, je v Tolminu, in sicer v Tolminu smo v celoti obnovili in uredili okolico Nemške Kostnice, na sami Javorci, ki je pač dobila tudi, bom rekla, naslov evropske kulturne dediščine, torej na Cerkvici svetega Duha pa smo prenovili streho in uredili dovozno pot na Javorco. Tako da, bom rekla, z naše strani sedaj je ta kulturna dediščina na območju vseh treh občin kar dobro urejena, ohranjena, oskrbovana in upam, da bo naprej tudi tako. Mestna občina Nova Gorica je naredila eno največjih investicij na naši strani, to je interaktivni pač turistični informacijski center oziroma muzej, ki bo na Sabotinu naslednji teden, 14. aprila bo otvoritev. Poleg tega pa je mestna občina Nova Gorica še poskrbela za par manjših investicij v drugih občinah. Torej v občini Brda se je naredil tudi en del na novo tematske poti Pot miru. V občini Kanal so obnovili korito iz Prve svetovne vojne in v občini Renče - Vogrsko muzej na prostem uredili vinišče. Te investicije so tudi zdaj nekako pri koncu, tako da v naslednjih dneh oziroma v maju mesecu pričakujemo otvoritev tudi vseh teh točk. No, kar se tiče samih investicij na italijanski strani, je občina Ragonja prenovila njihov muzej Prve svetovne vojne, enako se je tudi prenovilo muzej v San Dona di Piave, tudi velika investicija, skoraj 400 tisoč evrov velika. Potem so v Stari Gorici naredili razgledno ploščad nad gradom
in pa pri Benetkah to trdnjavo Cavallino Treporti so ravno tako en del so obnovili in tudi naredili dosti zanimivo tako interaktivno razstavo. No, to so bile zdaj investicije, ki so bile skozi ta projekt narejene, kot sem rekla, večinoma zaključene, naša še v Klužah teče in to je tudi en velik prispevek k samemu projektu, a ne, za ohranjanje kulturne dediščine, pač te, bom rekla, snovne, a ne, kulturne dediščine. No, zdaj pa bi prosila Mašo, če pa predstavi ta mehki del vsebin, kaj vse je bilo narejeno. Hvala za pozornost. Dober dan tudi v imenu Fundacije Poti miru. Tako kot sta Janko in Vesna že povedala, je namen tega projekta, da vso to različno dediščino na tem čezmejnem teritoriju, ne samo vzdolž Soške fronte, ampak tudi njenega zaledja, pa krajev, ki so bili vključeni v to prvo svetovno vojno po bitki pri Kobaridu, združimo, povežemo eno veliko čezmejno evropsko zgodbo, ki je lahko tudi primer za druge podobne kraje z izkušnjo prve svetovne vojne in izjemno dediščino po celi Evropi. Tako da ta projekt je nastal na podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanj že v lokalnem, regionalnem, čezmejnem okolju in ni projekt, ki pride in gre zaradi nekega evropskega denarja ali pa evropskih priložnosti, ampak je ideja, ki živi pri številnih partnerjih, posameznikih, društvih, agencijah, muzejih, turističnih destinacijah, zasebnih zbirateljih že 20-30 let. Zato smo res veseli, da je pač pred leti bila ta tema dediščina prve svetovne vojne oziroma Pot miru prepoznana kot strateška tema med Slovenijo in Italijo in veseli in zelo zadovoljni smo, ker smo letos februarja oddali nov evropski projekt, da bomo ustvarili Evropsko pot miru na Interreg razpis Centralne Evrope, kjer si želimo, če bo projekt odobren, rezultati bodo konec leta, nadgraditi to izkušnjo iz podonovskega prostora in nekako res ustvariti Evropsko pot miru in povezati Evropo od Francije, Belgije, kjer je bila Zahodna fronta, do Ukrajine, Poljske, Slovaške, Češke, Rusije, kjer je pred več kot 100 leti potekla Soška fronta, z našo čezmejno izkušnjo, ki je nenazadnje tudi prepoznavna na evropskem ali pa svetovnem nivoju, ker je dediščina prve svetovne vojne in pot miru kot sama ideja na slovenski strani tudi nenazadnje vpisana na UNESCO poskusni seznam, tako da imamo tudi te dolgoročne cilje. Ta strateški projekt je pa sestavljen iz večjih aktivnosti, kot je rekla Vesna, tu so te investicije, zelo pomembne seveda za vso to dediščino, za izboljšano dostopnost, pa tudi za novo vsebino, ki se jo lahko v teh krajih na novo spozna preko različnih interaktivnih in drugih razstav. Tema je zelo različna, želimo si, da partnerji tudi v tem projektu med sabo vsebinsko sodelujejo. Drugo področje so študijsko-raziskovalne aktivnosti, tu se je obravnavala ta tema logistika, del tega je tudi danes v Pivki, pa tudi Italijani so to temo obdelovali z njihovega zornega kota oziroma z njihovega območja. ZRC SAZU in mi, fundacija, smo veliko časa posvetili popisu padlih vojakov. Že pred leti smo s Tolminskim muzejem naredili popis padlih vojakov za območje Zgornjega Posočja, zdaj smo pa v tem projektu izvedli popis za pokopališča, ki se nahajajo na Goriškem in Kraškem koncu, tako da v sklopu tega projekta bo nastala nova podatkovna baza, žal še vedno ne s 300 000 padlimi vojaki, kolikor naj bi jih približno umrlo na tem območju, ampak vsak, ki pa ima svoje ime in popis, kje je pokopan in od kje prihaja, je zelo pomembno delo narejeno, no. Druga pomembna tema, ki jo je tudi ZRC SAZU obravnaval in je tudi zdaj tik pred izdajo nova spletna razstava, bo obnova teh krajev po Soški fronti. ZRC SAZU in ta deželna agencija za muzeje in galerije v Fornalilijski krajini Erpak sta skupaj raziskovala temo o vojakih, ki so bili hkrati tudi umetniki in so se na Soški fronti borili.
Izbrali so 5 slovenskih in italijanskih vojakov umetnikov v gradu, v muzeju prve svetovne vojne na gradu v Gorici. Je tudi stalna interaktivna razstava na to temo, narejena je tudi publikacija in konferenca je bila lani in spletna razstava, tako da tudi zelo zanimiva tema, ne, tudi kako to spravi vojna vpliva na vojake, umetnike, tudi pri njihovem nadaljnjem ustvarjanju. Potem so te turistično-promocijske aktivnosti. Fundacija zaključuje z novo, zelo obsežno spletno stranjo thewalkofpeace.com, kajti želja je, da seveda tako pomembna ideja, pot, produkt, zgodba tega teritorija ima tudi izjemno spletno stran, tako da na spletni strani bo predstavljena vsa ta dediščina prve svetovne vojne. To je kar okrog 300 različnih spomenikov, od Ljubljane, od Žal do Benetk, in ta čezmejna fizično povezana trasa, 500 km dolga, od Loga pod Mangartom do Trsta, z 2 dodatnima krakoma, do Kranjske gore in Bohinja, s 3 čezmejnimi krogi, med Kobaridom, Čedadom in Skolovratom kot skupno točko, potem med Novo Gorico in Gorico, skupno točko na Trgu Evrope, in tretja ta čezmejna krožna povezava je tu na območju Krasa, skupno točko na Grmadi, to nas pa še čaka, ne, v sodelovanju z občino Komen si želimo tudi v prihodnje tudi na Grmadi vzpostaviti en tak pravi čezmejni muzej na prostem. Spravi, ta spletna stran bo zelo pomembna tudi za nadaljnji ta razvoj kulturnega turizma. Naredili smo lani novo promocijsko zgibanko, ki je tudi tle na razpolagi, kjer so te glavne točke na tem čezmejnem območju predstavljene. In Promoturizmo, naš glavni partner za turizem v Italiji, pa tudi zaključuje s pripravo novega knjižnega vodnika o celem tem našem teritoriju, ki bo v pomoč pohodnikom. Potem tudi nekateri drugi partnerji so naredili neke svoje manjše regijske lokalne publikacije, ali strokovne ali pa turistične, glede na obravnavane teme. Pomembna aktivnost je izobraževanje, ne, veliko izobraževanj smo naredili za mlade, za turistične vodnike in zdaj pripravljamo eno zaključno izobraževanje za razvoj enega novega programa doživetja, ki bi povezal zgodbo Kobariškega muzeja, italijanske kostnice nad Kobaridom, Simona Gregorčiča in muzeja na prostem Kolovrat, ki bi ga potem tudi v prihodnosti radi prijavili na razpis STO-ja za novo to edinstveno doživetje. Tako da aktivnosti so zelo raznolike, pomembno pa je, da med sabo partnerji kar dobro in administrativno in vsebinsko seveda sodelujemo, kajti taka tema, kot je Pot miru, zahteva zelo veliko sodelovanja med različnimi strokovnimi službami, kajti tu še zdaleč ne sme biti samo turizem in promocija, ampak tudi raziskave, znanost, strokovna opažanja in nenazadnje tudi razumevanje drugega pri spoznavanju in soočanju takih dogodkov, ki so nas včasih delili, danes pa seveda preko ideje Poti miru nas združujejo. In hvala tudi Pivki za vsa dolgoletna dobra sodelovanja in učimo se drug od drugega, to je največ vredno v takih projektih, in da lahko skupaj preko različnih vsebin, ki nas pa povezujejo, to je pač neka vojna dediščina, ki žal je bila in upajmo, da bo čim manj prisotna še v prihodnje. Danes sodelujemo in ustvarjamo neke vezi za mogoče mir na svetu, ki je tudi za nominacijo na UNESCO naša izjemna univerzalna vrednota. Tako da hvala, pa se vidimo. Hvala lepa, Maša, in pa čestitke tako PRC-ju, Posoškem razvojnem centru, kot fundaciji, res za eno zgledno upravljeno delo, za dobro vodenje projekta. Res je bil pravo veselje sodelovati z vami. Mogoče še z naše strani kratka predstavitev samih naših aktivnosti in pa nove razstave, ki smo jo postavili. Torej, Park vojaške zgodovine je bil manjši partner v tem projektu z enim omejenim proračunom, natančno 118 000 evrov je bilo namenjeno za delo Parka vojaške zgodovine. V iskanju teme, ki naj bi jo obdelali v okviru projekta,
smo se z naše strani zelo kmalu poenotili, da bomo obdelali transport v času Prve svetovne vojne kot neka nišna tema, precej neobdelana zgodovinska tema in da jo tako strokovno kot muzejsko obdelamo. Šlo je za neko strateško odločitev, pač ne bomo konkurirali tem prezentacijam, muzejskim prezentacijam v samem Posočju, ampak obdelamo transport, tudi z tega vidika, da je Šempeter na Krasu, današnja Pivka, predstavljala eno izjemno pomembno logistično središče, ne, in da gre pač res za neko nišno obdelavo te teme. Ne. Torej, Šempeter na Krasu je bil zaradi tega železniškega križišča, neposrednega zaledja fronte, res eno izjemno pomembno logistično središče. Nenazadnje je tudi takrat med vojno bila zgrajena še ena železnica, 19 km dolga železniška proga v Javornike, v javorniške gozdove, namenjena oskrbi z lesom, ne, za vojaške potrebe. In to je ena zelo neobdelana tema, no, ki smo jo tukaj nekako obrisali prah z nje tudi v okviru te razstave. Kot sem rekel, no, je za pomembno pridobitev, v bistvu za park vojaške zgodovine, pa tudi v nacionalnem merilu, ker je tema sploh vojaške logistike, vojaškega transporta, neobdelana tema, pogosto spregledana. To je tudi za vojaške zgodovine je ne mogoče zadosti mikavna, ne, vsi se ukvarjajo s sjajnimi generali in tako naprej. Logistiki, pri transportu, to so pa dostikrat neke hladne kalkulacije, neki izračuni in tako naprej, ki se delajo v zaledju, ne, ni to tema prvega ranga. Kot bomo videli v sami razstavi, ki pa za izjemno obsežno, izjemno pomembno temo, pač dostikrat se zdi, da se vojske lahko premikajo, kakor se pač vojskovodji zazdi, ne, pa ni glih tako, ne, v zadnji je le logistika, transport, te zadeve, ki morajo spremljati to dogajanje na bojiščih. Če gremo k Prvi svetovni vojni, no, ki je bila totalna vojna z vsemi značilnostmi, ne, res totalne vojne, je v bistvu prvič prišlo do polnega izraza ta industrijska revolucija, te sledki, ne, rezultati industrijske revolucije, tako v samih orožjih, ne, ker se pojavijo nova, še strašljivejša, še bolj grozna orožja, ampak tudi nove transportne možnosti, pa čemer velja izpostaviti zlasti razvito železniško omrežje, ne, ki je dejansko omogočilo, ne, tako veliko, tako obsežno vojskovanje. Maja 1915 se vojno dogajanje preseli, ne, neposredno na slovensko ozemlje, ob zahodnem robu našega nacionalnega ozemlja se vzpostavi frontna črta med Kraljevino Italijo in Avstro-Ogrsko monarhijo. To dogajanje z logistiko, s transportom pa zajame praktično celo naše nacionalno ozemlje in doseže nepredstavljivo velike dimenzije, ne. Mogoče samo številke nam včasih tako nas fascinirajo, ne. Za potrebe bojevanja na Soči, za potrebe vzdrževanja armade na Soči je bilo takrat v teh 29 mesecih trajanja Soške fronte zgrajeno več kot 60 km dodatnih tirov na samem osnovnem železniškem omrežju. Več kot 200 km je bilo novo zgrajenih vojaških železnic, skoraj 250 km žičnic in več 100 km novih cest, mulatier, raznih drugih transportnih poti. Bi rajš se preselili gor in si na sami razstavi, ne, tudi ob tem slikovnem materialu v eksponatih predočili to zgodbo. Mogoče bi samo se zahvalil soavtorjema razstave, s katerimi smo skupaj pripravili to razstavo. To je naš zunanji sodelavec parka Igor Grdelin, ki je kar nekaj
tednov preživel v arhivih, zlasti v vojnem arhivu na Dunaju. Mogoče prvi slovenski je sistematično se posvetil raziskovanju gradiva vezanega na transport, na logistiko v prvi svetovni vojni. In pa dr. Gregor Antoličič, zgodovinar na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, ZRC SAZU, ki je tudi samostojno predstavil par tem vezanih na transport. Hvala Petru Požarju, ki je pomagal pri nabiranju slikovnega materijala, pri tem logistiki tukaj v hiši, Teji, ki administrativno vodi projekt, Loreni za njeno skrbno lektoriranje, in pa seveda vsem institucijam, posameznikom, ki so nam pomagali. Res z veseljem lahko povemo, da nismo nikjer naleteli na gluha ušesa, na zaprta vrata, ne pri institucijah, na katere smo se obrnili, ne pri posameznikih, bodi si pri zbiralcih, bodi si pri posameznikih. Tako da, toliko mogoče, če je kakšno vprašanje, če ne bi se pa kar premaknili gor na razstavo, če je kakšna vprašanje, kakšna ideja, ampak drugače bo gor priložnost, ne? Teja, mogoče še kaj z tvoje strani? Ja, pardon, ja, no, se vedel nekaj. Ja, torej, v okviru projekta smo, večji del aktivnosti je bil namenjen študiju, preučevanju bodisi že objavljene, bodisi zbrane literature, gradiva in pa tudi arhivskih virov, nekaj tudi popolnoma novih, pri nas neobdelanih, tako da znaten del in izvleček tega je zdaj predstavljen na tej novi razstavi, ki res predstavlja prvo celovito obdelavo te teme v slovenskem prostoru in tudi v soseščini ni, recimo, razstav, bi bile tako vezane na transport, ta ožji del takratnega vojnega dogajanja. Tako da, študij, potem ta razstava, ki je neki izvleček tega, sledi pa še organizacija strokovnega posveta na temo logistike, ki bo zdaj v aprilu, mislim, da je 20. april, določen kot datum tega strokovnega posveta, in pa organiziramo še eno čezmejno ekskurzijo za novinarje, turistične delavce, tudi vezan na transport, torej ta aspekt prve svetovne vojne. Tako, hvala lepa, pa bi vas res povabil, to je neka taka poseben privilegij, da gremo že pred otvoritvijo si pogledati razstavo.